Danes v novicah med drugim: novomeška tržnica na novi lokaciji, v Krškem do nedelje profesionalni mednarodni teniški turnir, v parku Forma Viva nastajata 2 novi skulpturi. Novomeška tržnica, ki kupce že desetletja sprejema na Florjanovem trgu, se zaradi 18-mesečne celovite prenove začasno seli na nadomestno lokacijo k stavbi Prešernovega trga 1. Do konca del bo tržnica tako obratovala na prostem v šotoru, občina Novo mesto s tem obiskovalcem zagotavlja kakovostno izkušnjo. Dopoldne smo preverili utrip na novi lokaciji. Če primerjamo zdaj, tle je druga lokacija, je malo drugače. Zdaj novo bo pa še boljše. Nova lokacija, meni všeč, meni ni nič narobe, ampak je pa malo sprememba, ki nisem, dok se ne navadiš, ampak ko se boš enkrat navadil, je to dobro. Čisto v redu, smo mislili, da bo bolj majhna, ampak glejte, dosti prostora, vsega imajo dosti, tako da ni noben problem. Če bo pa nova narejena, bo pa res nekaj super. Sem bo mogla biti večkrat odprta, sem 2-krat na teden. Tista dol je bila bolj pristna. Šotor je šotor, ampak bomo potrpeli, pa upamo, da bo dobra lokacija in parking plat, če bi bil še kakšen zraven, tako da se veselimo, da bo čim prej. Novo lokacijo so za nemoteno delovanje tržnice opremili tudi z manjšim skladiščem in toaletami, a med prodajalci ni manjkalo pomislekov. Nekateri stalni ponudniki se dogovarjajo tudi za najem nadomestnih prostorov na Florjanovem trgu. Prvo smo bili malo skeptični, kako bo, sedaj pa lokacija, ker nam se zdi, da bo kar v redu. Najprej malo skepticizma, tako kot zmeraj pri nekih novih stvareh. Zdaj pa lahko rečem, danes je prvi dan, ko tukaj prodajemo. Kupci so pozitivno nekako s prostorem zadovoljni izpod okna, ko so prišli. Čakali smo, da gremo na novo lokacijo in pač čisto v redu so pripravili. Da smo zadovoljni, da so poskrbeli za nas, da nismo tako nekje, da smo v celoti se preselili in to je to. Nova mestna tržnica bo postala osrednje središče za lokalne pridelovalce, obrtnike in rokodelce iz celotne regije. Prenovljena tržnica se bo raztezala na več kot 1300 kvadratnih metrih in bo zasnovana v 3 etažah. Ponudniki pa si poleg ustreznih sodobnih pogojev želijo predvsem dostopnost do tržnic. Nekako, da bo tudi vsaj v nekih parkirnih prostorov, v planu omogočenih, da bodo normalno lahko dostopili ljudje. Ker če spet preveč zaprto vse, da ne more kupci predeti nekam deleč, pa če je neki težji produkt, da ga kup pa tudi težko nosno, nekaj tazga. Drugo verjetno bo zrehtano. Med prenovo bodo na novomeški občini javnost redno obveščali o poteku del ter vplivu na promet in parkirišča v mestnem jedru. Tržnica bo medtem na novi lokaciji delovala po nespremenjenem obratovalnem času. Park skulptur Forma Viva z okrog 100 monumentalnimi lesenimi skulpturami, ki krasijo neposredno okolico galerije Božidar Jakac in mesto Kostanjevica na Krki, bodo letos dopolnili z 2 novima. V Dolenjskih Benetkah je namreč prav te dni v polnem razmahu najstarejši še delujoči mednarodni kiparski simpozij na svetu. Gre za 30. sklic Forma Viva v Kostanjevici na Krki. Letos gostimo 2 kiparki, hrvaško umetnico in pa slovensko umetnico. Poleg tega pa smo se lotili obnove, restauracije, pravzaprav kar rekonstrukcije enega od monumentalnih kipov v parku Dušana Tršarja. Potek del na ikonični skulpturi si je pred dnevi ogledal in z dragocenimi napotki pospremil tudi danes 88-letni častni občan Kostanjeviške občine. Le lučaj stran, v senci hrastov pa svoji monumentalni skulpturi od začetka julija ustvarjata mladi umetnici. Medtem ko je nekakšen totem neoliberalistični požrešnosti in zablodi človeštva, slovenske umetnice ob našem obisku nastajal še pod delovnim naslovom, je hrvaška umetnica iz Zadra večdelno skulpturo poimenovala Zmaga. Delovni naslov je Jejte mojega brata konji.
Nastaja pa ena taka velika mitološka pošast, nek simbol nikoli nasitenim ustom oziroma simbol neke pošastnosti tega časa. I on se zapravo poigrava motivom slavoluka. Skelet slavoluka će biti napravljen od drvenih greda na koje će onda biti aplicirani reljefi koji imaju nekakvo svoje oblikovno uporište u dijelovima ljudskog tijela. Nekaj ljubiteljev umetnosti pa se je v sklopu kiparskega simpozija pod strokovnim vodstvom Aleša Vineta lotilo vzdrževalnih del, s katerimi pomembno podaljšujejo življenjsko dobo skulptur. Odločili smo se, da uredimo te dve skulpturi, ki sta pravzaprav na vhodu, ki prvi pozdravita obiskovalce, ki pridejo v sam park, skulpturo Mustafa Skopljaka in pa skulpturo avstrijskega kiparja Feilacherja. Dela, katera upravljajo prostovoljci, so predvsem čiščenje površinskih nečistoč oziroma predvsem mahu in pa nanos impregnacije, katera preprečuje razvoj gliv in pa razvoj drugih lesnih insektov. Mi smo zelo pogosto v Kostanjevici in z veseljem spremljam vse otvoritve Forma Vive in v bistvu, ko sem videla to povabilo, da je odprto za vse, sem se takoj prijavila. Iz Ljubljane smo se pripeljala, otroka smo pustila pri babici, v Stari vas in smo sem prišla. Glih iz tega razloga, ker je prvo luštno druženje, ker imamo radi to galerijo. Ni navaj takšen, kot bi mogoče pričakovali, ne, ampak vsaka pomoč je dobrodošla in tudi tukaj nekaj, da se nekaj naredi za skupno dobro, pa za kulturo. Na svoji skulpturi iz leta 2013 je ob tej priložnosti za delo poprijel tudi akademski kipar in grafik Mitja Stanek. Eno stran odpira spletno stran galerije Božidarja Kac, tako je bila zasnovana. Na drugi strani pa odpira od občine Kostanjevice to spletno stran. Če so se po nekaj urah vse tri skulpture ponašale z osveženo podobo, bosta na simpoziju nastajajoči umetnini v vsej svoji veličini v parku zasijali ob slovesni otvoritvi 1. avgusta. Teniški klub Krško vse do nedelje gosti profesionalni mednarodni teniški turnir za ženske z nagradnim skladom $15,000 ameriških. Turnir je namenjen mlajšim igralkam, da pridobijo izkušnje prve točke, ki jim potem pomagajo pri nadaljevanju profesionalne kariere. Imamo to zdaj že 5. zaporedoma v teniškem klubu Krško, smo eni izmed 20 slovenskih turnirjev, na kar smo ponosni. Tenis Slovenija že od leta 2021 organizira turnirje serije VTT, to so te vstopni, bom rekel, nižjega pa srednjega ranga, turnirje od $15,000 nagradnega sklada do $50,000 in pa ta VTA v Ljubljani, ki je $125,000. Tako da tle gre za to, da se omogoči mladim tekmovalkam, tako domačim kot tudi iz tujine, bom rekel, neko priložnost za doseganje vrhunskega tenisa ali pa vrhunskih tekem. Med udeleženkami so tudi zelo obetavne Slovenke. 17-letna Alja iz Maribora se s tenisom ukvarja že 14 let. V lanskem letu pa se je začela udeleževati profesionalnih turnirjev in osvojila tudi prve VTA točke. Meni je v bistvu najlepše igrati doma, domača podpora, pa družina te lahko pride gledat, tako da je to res en velik plus za slovenske igralce in tudi za druge, da imamo veliko profesionalnih turnirjev, tako da do zdaj sem vedno igrala dobro doma, naredila sem tudi svoje prve VTA točke tukaj, tako da uživam v igri. Sicer pa je v Sloveniji premalo tovrstnih turnirjev, da bi lahko celo sezono igrali doma. V tenisu se tekmuje celo leto nekje 30 do 40 tednov, tako da v Sloveniji ni dovolj teh turnirjev, je pa jih v zadnjih 2 letih vedno več. Tako da odigram v Sloveniji nekje 5 tednov, torej 5 turnirjev, drugače pa potujem po celem svetu na različne turnire, različnih rangov. Tako da vedno pa je prednost tudi igrati doma. Doma lahko spiš, kar ni
običaj ponavadi. Organizacija tovrstnih turnirjev je za klube, v katerih praviloma ni kaj dosti zaposlenih in svojo dejavnost po večini opravljajo prostovoljno, precejšen logističen, kadrovski in pa tudi finančni zalogaj. Tako da vso spoštovanje vsakmu, ko se odloči za to, ker sigurno ni enostavno in so določene zahteve z mednarodne zveze in iz naše, da je res na visoki ravni, ampak bi rekel res, da se vsi zelo potrudijo in vsa čast res, ker veliko igralcev, tako kot je rekel prej predsednik iz 22 držav, pridejo in ni simpel temu, tudi vemo, da klub mora dati svoje dejavnosti na stran za čas tega. Pomena tovrstnih dogodkov se zavedajo tudi v lokalni skupnosti. Vsak razvoj športa gledamo iz več vidikov. En vidik je tudi zdravje, en vidik je pa tudi turizem. Krško ima kaj pokazati, Krško ni samo energetska občina, Krško ni samo povezano z jedrsko energijo, Krško je tudi športno mesto, to dokazujejo tudi naši športniki. Posledično pa temu dokazujem tudi to, da imamo v Krškem dobro športno infrastrukturo, na katero smo, kot sem že rekel, lahko ponosni in nadgradnja le-te bo tudi v prihodnje potekla za izgradnjo bazena, ki je v našem ozadju in pa tudi s parkom urbanih športov. Dekleta iz 22 držav sveta se bodo tako na krških teniških igriščih za čim boljše uvrstitve borile vse do nedelje. Julija in avgusta se v Novem mestu mudijo vrhunski domači pisatelji, pesniki in glasbeniki. Poleg literarnih se na novomeških poletnih večerih lotevajo tudi širših družbenih tem. S festivalom v mesto prinašajo razgibano kulturno dogajanje. Vsaka knjiga, vsak pogovor z avtorji in avtoricami je praznik domače knjige, žlahtne besede in klene misli. Festival sicer organizira založba Goga. Novomeški poletni večer je v bistvu festival, ki poteka 2 meseca in tematsko odpira zelo raznolične teme in raznorodne dogodke. Tako da v bistvu mi želimo odprti neke aktualne oziroma neke teme, ki menimo, da so pomembne, da se odprejo v družbenem prostoru. Festival je v vseh teh letih postal priljubljen in težko pričakovan tudi pri številnih obiskovalcih. Ljudje radi pridejo na novomeške poletne večere, zdaj letos imamo tako izrazito bolj literarno pogovorno obarvane, seveda imamo tudi koncerte in predstave za otroke, ki so tudi zelo, zelo dobro sprejete, ampak pravzaprav so bili vsi dogodki kar zelo polni. Knjige so lahko tudi razglednice, premestijo nas v druge čase ali prostore, skozi zgodbo mesta pripovedujejo zgodbo ljudi. Lansko leto je pri novomeški založbi Goga izšel obsežen stenogram mesta Ljubljana izpod peresa Svetlane Slapšak, tik pred letošnjim poletjem pa je izšel nov roman Mirta Komela, ki se dogaja v poletni Grčiji. Ta roman ima 3 dele in vsak del v bistvu je malo tako žanrsko drugače obarvan. Prvi del je mogoče najbolj tako zelo sproščujoč plažni roman, ne samo da razgrnemo like pa dogajanje. Drugi je mogoče bolj akademski roman v tem smislu, da imamo to arheološko dogajanje do najdenja črepinje. Zadnja tretjina pa je detektivski roman brez umora. V Novo mesto se pogosto in z veseljem vrača. Kolikor vsaj jaz spremljam, mislim, da je lepo, da je literatura del kulturnega dogajanja, poleg koncertov in drugega. In tudi spremljam sam, kulturni razvoj Novega mesta. Mislim, da ta mestno jedro, da je lepo, da ima ta poletni kulturni utrip. V naslednjih tednih pa nas v sklopu festivala čaka še nekaj kulturnih presežkov. Zagotovo bi izpostavila to, da bomo se pogovarjali recimo o eni taki zelo aktualni temi, zdaj trenutno to je Kitajska v 21. stoletju, ko pride Zoran Abakovič. Izpostavila bi tudi, da bomo prvič tukaj predstavljali novo avtobiografijo Mance Košir, lani preminule, tako da to bo tudi ena taka zelo posebna knjiga in tudi poseben dogodek. Pomembna odlika festivala je, da svojim raznolikim programom poskrbijo za vse generacije. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal.
V Semiču je konec minulega tedna mineval v znamenju 17. etnološko-turistične prireditve Semiška ohcet. Po starih šegah in navadah sta se poročila Ana Angela Koderman iz Ljubljane in Jan Kumer iz Dolenjskih Toplic. Le minutko potem, ko sta si na civilni poroki na prireditvenem prostoru izrekla večno zvestobo in izmenjala poročna prstana, so bili njuni občutki zanimivi. Ja, zelo, nenavadni. Ja, jaz sem kar primek, imam drug. Oba sva Kumer zdaj. A pot do poročnega obreda se je začela pred idilično hiško v Vavpči vasi, kjer je nevesta čakala ženina. Člani semiške folklorne skupine so namreč skupaj z mladoporočencema in njihovimi svati prikazali vse običaje, ki so nekdaj sodili na kmečko ohcet. Od prevoza bale do odhoda po nevesto in šranganja, na katerem mora ženin od vaških fantov odkupiti nevesto, pa do svetenja in sprejema neveste na njenem novem domu. Hišna mati je izročila kruh in burkle, kar pomeni, da je odstopila od ognjišča in ji prepustila gospodinjstvo. Željo, da bi rodila veliko otrok, je v naročje posadila na kolenče. Pa še veliko je svadbenih običajev, ki jih ohranjajo v Semiču in obiskovalcem prikažejo na tradicionalni semiški ohceti. Vendar pa ne želimo, da bi le prikazovali ta običaj, ampak želimo resnično poročiti pravi poročni par in to nam je do sedaj uspelo kar 28-krat. Tokratni par ni poznal semiških svatovskih običajev, vendar so ju vse naučili člani tamkajšnje folklorne skupine in na koncu sta bila oba navdušena. Sva zelo zadovoljna, nama je bilo všeč, še zdaj nama je. Več o starih svatovskih običajih v Semiču, ki so navdušili mladoporočence in pritegnili obiskovalce semiške ohceti, pa v nocojšnji oddaji iz sveta kulture.